Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Parlamentspräsidentin der Republik Slowenien, sehr geehrte Ihre Exzellenz, Frau Botschafterin, sehr geehrter Bischof der Evangelischen Kirche in der Republik Slowenien, Landesbischof, hohe Gäste, liebe Damen und Herren. Nun bitte ich als erstes um die Ansprache des Oberbürgermeisters der Lutherstadt Wittenberg, Herrn Thorsten, zugehört. Bitte. Hochverehrte Frau Parlamentspräsidentin, Exzellenz, sehr geehrter Herr Landesbischof, meine sehr verehrten Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich ganz besonders, dass wir aus Slowenien jetzt so viele Gäste hier begrüßen können, Frau Parlamentspräsidentin, und es ehrt uns sehr, dass Sie sich extra dafür auf den Weg in die Lutherstadt Wittenberg gemacht haben, bei Ihrem vollen Terminkalender, dass Sie die Reise auf sich nehmen für diese Veranstaltung. Das ist uns eine besondere Ehre und wir freuen uns sehr darüber und sind sehr dankbar. Weiter da in Kontakt bleiben und eine sehr enge Freundschaft sich entwickeln kann. Herzlichen Dank. Und herzlich willkommen, Frau Magistra Urška Klakočar-Zupančič, Parlamentspräsidentin der Republik Slowenien. Bitte übernehmen Sie das Wort.
Spoštovani gospod župan Wittenberga, spoštovani gospod škof Novak, draga veleposlanica, predstavniki evangeličanske cerkve, dragi rojaki. Na današnji dan se spominjamo dveh velikih Slovencev in reformatorjev, Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina, ki sta tu, v Wittenbergu, slovenski jezik, najbolj združevalno prvino naše nacionalne identitete, postavila ob bok jezikom tedanjih velikih narodov in temelje slovenstva gradila ne le na stvarnem, ampak tudi na kulturnem in duhovnem področju. Obeležja so pomembna. Z njimi se zavemo in se prepričamo o svoji lastni vrednosti in zgodovini. Z njimi krepimo lastno identiteto, izrazimo ponos na prednike, ki so zaznamovali tedanji čas. Po Trubarju sta Dalmatin in Bohorič postavila temelje slovenskega knjižnega jezika in zagotovila ohranitev slovenščine za prihodnje generacije. Reformatorjem je bil eden največjih izzivov in teženj prevod Biblije, da bi ljudem približali Božjo besedo. Dalmatin je svojim prevodom ustvaril delo vrhunske in trajne literarne vrednosti, po katerem so se zgledovali še naslednja stoletja. Slovenščina pa je postala 15. svetovni jezik s prevodom celotnega svetega pisma v knjižni obliki. Tudi pomen Bohoričeve slovnice je bil simbolen. Slovenščina je z njo postala 9. tedanji ljudski jezik s sodobno slovnico, kar je tudi z današnjega vidika ogromen in prelomen dosežek, saj je okrepil jezikovno samozavest našega prostora. Vse tri naše reformatorje je družila in gnala tudi domovinska zavest, k temu je sodilo sodelovanje in ljubezen do maternega jezika, ki so ga naši protestanti povzdignili na nesluteno raven in nam tlakovali pot v sodobno družbo. Kot je dejal filozof Wittgenstein, so meje našega jezika tudi meje našega sveta. Jezik je nastal iz človekove želje, celo nuja, da poimenuje svet, v katerega se je rodil. Človek, ki svojega notranjega sveta ne more poimenovati z njemu domačimi besedami, nima možnosti, da razpre krila domišljije, nima orodij, da ubesedi svoje razmišljanja in nima moči, da se upre svojim strahovom. Bistvo jezika je, da daje posamezniku moč, združuje ljudi in jih povezuje v skupnosti. Zato je za nas, Slovence, moč protestantizma segla daleč čez okvire cerkvenega. Reformacija je bila tudi odziv na dileme, ki so močno razklale tedanjo evropsko-zahodno civilizacijo. Kultura protestantskega izvora je tlakovala tudi pot strpnosti in demokraciji, svobodi vesti in človekovim pravicam, ter nam dala svobodo, da smo to, kar smo. Zahvaljujemo se vsem tistim, ki ste omogočili postavitev obeležij velikim možem naše preteklosti in vsem tistim, ki negujete izročilo reformatorjev. Opozarjali so na krizo moralnih in kulturnih vrednot in klicali k prenovi duhovnega življenja in družbe. Njihovo izročilo je tudi danes še kako aktualno. Zavezuje nas k preseganju meja lastnega jezika, povezovanju in združevanju, ter iskanju resnice, pravičnosti in dostojanstva. Und jetzt versuche ich das auf Deutsch zu sagen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister von Wittenberg, sehr geehrter Herr Bischof Novak, liebe Botschafterin, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen Kirche, liebe Landsleute. Am heutigen Tag erinnern wir der beiden großen Slowenen und Reformatoren, Adam Bohorič und Juri Dalmatin, die hier in Wittenberg die slowenische Sprache, das verbindendste Element unserer nationalen Identität, in die Reihe der Sprachen der damaligen großen Nationen gestellt und das Fundament des Slowenentums aufgebaut haben, nicht nur im materiellen, sondern auch im kulturellen und geistigen Bereich. Vielen Dank, Frau Parlamentspräsidentin, für Ihre geschätzte Rede. Für die nächste Ansprache bitte ich Herrn Magister Leon Novak, Bischof der Evangelischen Kirche, Augsburgischer Bekenntnis in der Republik Slowenien.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, geschätzte Präsidentin des slowenischen Bundesparlamentes, ehrenwerte Botschafterin, hohe Gäste, liebe Sloweninnen und Slowenen, Brüder und Schwestern in Jesus Kristus. Spoštovani gospod nadžupan, spoštovana predsednica državnega zbora, cenjena veleposlanica, visoki gostje, dragi Slovenci, spoštovane Slovenke, bratje in sestre v Jezusu Kristusu. Jezik ima ključno vlogo pri obstoju vsakega naroda, saj gradi narodno identiteto in zavest, hkrati pa je odraz jezikovne kulture naroda. Če ni jezika, ni naroda. Je duša ljudstva, njegove zgodovine, tradicije, kulture, vere, običaje in je značilnost ljubezni do svoje domovine. Imeti svoj jezik in domovino je ena najvišjih vrednot. Jezik služi sporazumevanju, razumevanju, posredovanju informacij. Tudi Bog uporablja jezik, svojo besedo, da govori človeka. To je dialog stvarnika s stvarstvom, večnega sprehodnika. V procesu Božjega razodetja človeku pride do utelešenja besede. Dejstvo, da je beseda postala meso in prebivala med nami, govori o potrebi po neposredni komunikaciji. Božji jezik nagovarja vse ljudi, ne glede na njihov položaj, prostor in čas. Božje govorjenje poslušalce prebuja k novemu obstoju, k novemu bivanju in zahteva spremembo dosedanjega načina življenja. Božje sporočilo, ki vzklije poslušalcevem srcu, daje novo identiteto, krepi in prenavlja od znotraj. Vendar je to vedno tudi dialog. Gre za izmenjavo informacij od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, od stvarnika k stvarstvu in obratno. Tudi slovenski reformatorji 16. stoletja so v tem smislu cenili svoj materin jezik. K stvarjanju jih je poleg močne vere vodila tudi domovinska ljubezen. Za Adama Bohoriča, utemeljitelja slovenske slovnice 16. stoletja, je, citiram, beseda ogledalo duše. Konec citata. Za Jurija Dalmatina, prevajalca celotnega svetega pisma v slovenščino, pa, citiram, ni mogočnejše in plemenitejše stvari ali dela na človeku, kakor jezik. Konec citata. Oba sta v predgovoru dodala hvalnico jeziku, ki je tudi po njuni zaslugi preživel stoletja. Teologi reformacije pa niso imeli v mislih le govorjene besede, ampak predvsem pisano besedo. In ker pisana beseda ostane, smo se danes zbrali tukaj v Wittenbergu, v tej slovesni priložnosti odkritja spominskih plošč Dalmatinu in Bohoriču. Prav v tem mestu sta pustila močne sledi, pridobivala znanje in ga v pisani besedi pripravljala za svoje rojake. Spominski plošči sta nemi priči njune znanstvene izobrazbe, njune dejavnosti in dela v korist Slovencev, pa tudi mnogih drugih. V imenu Evangeličanske cerkve na Slovenskem se iskreno zahvaljujem popotnikom in koordinatorjem tega slovesnega odkritja spominskih plošč, slovenskima reformatorjema, kar nam je v poseben ponos in v posebno čast, tako dr. Luku Iliču, kakor Rotary klubu ter mestu Wittenberg. Hvala za vašo pozornost. Herzlichen Dank, Herr Bischof. Und nun bitte ich auch Herrn Landesbischof Dr. Johann Schneider um das Wort. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, hochverehrte Frau Parlamentspräsidentin, Exzellenzen, hochwürdiger Herr Bischof, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder in Christus, ich freue mich sehr, dass Slowenien, das präsent ist hier an der Mauer
erstmal im Gedenken an die beiden Reformatoren. Im Grunde genommen haben wir hier so die kleine Europäische Union versammelt. Lange vor der EU und ohne die aktuellen Streitigkeiten innerhalb der Europäischen Union. Die sind sehr friedlich hier alle an den Wänden, aber im Grunde genommen freue ich mich von Herzen als Vertreter der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, dass die beiden slowenischen Reformatoren, die eigentlich nur Fachmenschen bekannt waren, nun auch öffentlich präsent sind. Dein Beistand. Dankeschön. Spoštovana predsednica Državnega zbora, gospa Klakočar Zupančič, spoštovani škof, gospod Novak, sehr geehrter Oberbürgermeister Zügehoe, Herr Schneider, spoštovani drugi eminentni gostje, drage dame in gospodje, posebej tisti, ki ste danes prišli sem iz Slovenije. Dovolite, da vas še v svojem imenu pozdravim na tem pomembnem in svečanem dogodku in na tem edinstvenem kraju, kjer se je pisala svetla evropska zgodovina. Za Slovenijo je danes nedvomno poseben dan, najprej zato, ker se bomo tu v Wittenbergu poklonili dvema zaslužnima Slovencema, velikanoma slovenskega protestantskega gibanja, Juriju Dalmatinu in Adanu Bohoriču. O njunem prispevku k ohranjanju slovenstva je bilo že veliko povedanega, a naj vseeno poudarim, da so dosežki njunega dela in njunih sopotnikov slovenski narod v 16. stoletju povzdignili med napredne in moderne evropske narode. Slovenski intelektualci in Slovenci nasploh so v času protestantske reformacije, tako kot potem tudi še kdaj kasneje, lahko bi rekli, stali na pravi strani zgodovine. Doumeli so pomen in duh tistega časa, ko je bil v ospredje veliko bolj kot prej postavljen človek, kot neodvisen v odnosu do Boga in svoje vere, kar je nedvomno, kar je bilo že prej poudarjeno, vplivalo na razvoj svoboščin in dostojanstva v evropskem prostoru. Reformacija pa je dala zametke tudi modernemu evropskemu nacionalizmu, saj je luteranstvo podpiralo pismenost v nacionalnih jezikih, kar je kasneje spodbudilo vzpon državnih meja, temelječih na jeziku kot veznem členu naroda. Zato ni naključje, da smo takrat dobili prvo slovensko knjigo, prvi slovenski prevod Biblije in slovensko slovnico. Iz tega razloga praznovanje dosežkov slovenskega protestantskega gibanja pomeni za Slovenijo več kot le nizanje del njegovih začetnikov. Pomeni praznovanje slovenstva, slovenskega jezika in konec koncev samostojne in neodvisne slovenske države. Zato se iskreno zahvaljujem Evangeličanski cerkvi v Sloveniji, Rotary klubu, Slovenskemu protestantskemu društvu Primož Trubar, mestni občini Krško, dr. Iliču in vsem posameznikom, ki ste omogočili, da boste dve veliki slovenski imeni, Dalmatin in Bohorič, zavedno zapisani v evropsko zgodovino reformacije, v njenem začetku in v njenem središču, prav tudi v mestu Wittenberg. Ich möchte mich ganz besonders bei Oberbürgermeister Zügehoe für die Organisation der Feier bedanken. Heute können wir wieder die engen und dauernden freundschaftlichen Beziehungen zwischen Slowenien und Deutschland bestätigen. Und wie wir sehen können, existierten diese Beziehungen lange vor der Gründung zwei Nationalstaaten. Die Zeit der protestantischen Reformation ist ohne Zweifel ein Grundstein der Zusammenarbeit zwischen dem slowenischen und deutschen Volk. Deutsche Städte, besonders Wittenberg, boten damals Reformatoren die Möglichkeit zur Bildung, aber auch einen Fluchtsort für ungestörtes Arbeiten in der slowenischen Sprache. Zum Beispiel hier wurden die ersten slowenischen Bücher gedruckt.
Die Arbeit und Bedeutung von Adam Bohoric in Juri Dalmatin wird uns vom Koordinator des Gedenktafel Enthüllung-Projekts, Dr. Luka Ilic, vorgestellt. Bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jedes Mal, als ich Wittenberg besuche, ich bin begeistert, wie große Luther und Melanchthon die ganze Europa beeinflusst im positiven Sinne und wie protestantische Reformation hat sich verbreitet. Und ich habe diese große Ehre, heute was über Bohoric und Dalmatin zu sagen. Bohoric ist aufgewachsen in Slowenien und dann als Schüler hier gekommen 1548 in dem Jahr der Augsburger Interim, und er war Schüler Philipp Melanchthons. Nach seinem Studium hier, wo er Dialektik, Grammatik und freie Künste gelernt hat, hat er nach Slowenien gegangen und er hat eine Schule in der Nähe von seiner Heimatort in Krško begründet. Das war die erste sozusagen protestantische Schule Sloweniens. Dort hat er gearbeitet und seine Schüler damals war Jünger Juri Dalmatin, höchstwahrscheinlich geborene Kroate. Dalmatin bedeutet, er kommt wahrscheinlich aus Dalmatien in Kroatien. Claudia, oder? Vielen Dank für die Präsentation. Und mit uns ist auch der Präsident des slowenischen protestantischen Vereins Primož Trubar, Herr Matjaž Gruda. Spoštovani prijatelji iz Nemčije, dragi slovenski gostje. V imenu slovenskega protestantskega društva Primož Trubar se vam iskreno zahvaljujem za prijazen sprejem ter izkazano spoštovanje in ohranjanje spomina na naša velika reformacijska pisca Jurija Dalmatina in Adama Bohoriča. Slovenci smo izjemno ponosni, da se lahko danes polnovredno izražamo v jeziku, ki so ga slovenski protestanti pred 500 leti povzdignili v jezik učene kulture, v jezik našega naroda. Prva slovenska tiskana knjiga Primoža Trubarja je bila v 16. stoletju natisnjena v Schwäbisch Hallu. Dalmatinova Biblija tukaj v Wittenbergu. Zato bi se vam in celotnemu nemškemu narodu rad zahvalil tudi za vso podporo pri izhajanju prvih slovenskih tiskanih knjig in predvsem za tukajšnji začetek reformacijske misli in gibanja. Reformacija je namreč Slovence naučila brati, pisati, peti in moliti slovensko. In to je zdaj naša stoletna pravica. Je naša zgodovinska izkaznica o pripadnosti srednjeevropskemu duhovnemu prostoru.
V obdobju reformacije so se oblikovale vrednote, kot so posameznikova osebna odgovornost, verska strpnost, splošna pravica do izobrazbe in državljanska svoboda. Postavljeni so bili temelji za nastanek moderne Evrope in novega sveta, del katerega smo svojo lastno, samostojno državo ponosni tudi Slovenci. Spoštovani, v uradno evropsko mesto luteranskih mest so vključena tudi slovenska Rašica, Pucolci in Ljubljana. Med nemškimi mesti Wittenberg, Tübingen, Rothenburg in druga pomembna mesta za razvoj slovenske reformacije. Naj ta mreža resnično zaživi in postane duhovna in prijateljska povezovalna nit našega skupnega bivanja v srednjeevropskem kulturnem prostoru. Hvala lepa. Danke dem Präsidenten des slowenischen protestantischen Vereins Primož Trubar und als nächstes übergebe ich das Wort an die Vizebürgermeisterin der Stadtgemeinde Krško, Frau Ivanka Černelić-Jurecic. Bitte. Spoštovani župan Wittenberga, gospod Torsten Zugehör, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, magistrica Urška Klakočar Zupančič, spoštovana veleposlanica Republike Slovenije v Zvezni Republiki Nemčiji, doktorica Ana Polak-Petrič in vsi prisotni. Prinašam pozdrave iz Slovenije, dežele, kjer sta svoje življenje začela cenjena učitelj Adam Bohorič in njegov učenec Jurij Dalmatin. Gotovo se nista zavedala pomena poti, po kateri sta hodila. Prepričani pa smo, da sta hodila po njej zaradi ljubezni do lastnega naroda in njegove kulture. Njun korak je bil pogumen. Danes vemo, da pot ni bila preprosta in da je od obeh mož zahtevala nadčloveške napore. Zato je toliko bolj dragoceno, da smo danes tu, zbrani v njun spomin, predvsem pa smo ponosni, da smo danes v mestu, ki je bil njun začasni dom pred 440 leti. Tu sta učitelj Adam Bohorič in učenec Jurij Dalmatin uresničila svoje sanje in zaključila najpomembnejši nalogi. Slovenska Biblija je od tu odšla v naše dežele, njuno izjemno delo pa je neizbrisno. S spoštovanjem gledamo v Krškem na dobo protestantizma in hvaležni smo vsem, ki ohranjate vrednote časa, ki je tako pomembno zaznamovalo našo zgodovino. Spoštovani in spoštovani, v mestni občini Krško smo ponosni, da osnovna šola v Krškem nosi ime Jurija Dalmatina. Z imenom Adama Bohoriča je poimenovana osnovna šola v Brestanici. Na obeh bregovih reke Save, ki jo je povezovala, pa se jo spominjamo tudi s podobami v mestnih parkih. Nista in ne bosta pozabljena. Prijazno vabljeni v Krško, v mestu, polnem energije in ponosa, ste vedno dobrodošli. Hvala. Und noch auf Deutsch. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bringe Ihnen Grüße aus Slowenien, dem Land, wo der geschätzte Lehrer Adam Bohorič und sein ebenso geschätzter Schüler Jurij Dalmatin ihr Leben begannen. Sicherlich waren Sie damals nicht bewusst, welche Bedeutung der Weg hatte, welchen Sie anstrebten. Und danke, Frau Vizebürgermeisterin der Stadtgemeinde Krško. Und nun bitte ich auch stellvertretend im Ausschuss Gedenktafeln Herrn Hans-Joachim Herrmann um das Wort. Was gibt es jetzt noch zu sagen? Eigentlich nur, was für ein wundervoller Tag. Wir hatten noch nie solch eine große Ehre bei der Einweihung von diesen Tafeln. Wurde schon genannt, das sind die Tafeln Nummer 130 und 131.
Der Rotary Club Wittenberg kümmert sich seit etwa 25 Jahren um diese Tafeln. Die Tradition ist aber noch älter. Der Heimatverein hat schon in den 30er, 40er Jahren Wittenberg oder Leuten gedacht, die in Wittenberg studiert haben, in Wittenberg waren, in Wittenberg Spuren hinterlassen haben. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns wieder mit. Vielen Dank auch Ihnen für die Worte der Ansprache. Zuletzt danke ich allen, die in irgendeiner Weise geholfen bzw. dazu beigetragen haben, dass Bohunic und Dalmatin ihre Denkmäler auch in der Lutherstadt Wittenberg bekommen haben, damit wir uns heute versammelt haben und deren Erinnerung und Größe Tribut zollen können. Genauso bedanke ich mich bei den Gastgebern für die Gastfreundschaft und wünsche allen weiterhin einen schönen Tag. Hvala lepa vsem in lep dan želim vsem še naprej.